Dober dan in lepo pozdravljeni na portalu Info 360, sem Suzana Kos. Z menoj v studiu pa bomo danes z gosti govorili o vročini. Ampak ne o vročini v smislu vremena, pač pa v visokih temperaturah, ki so v politiki in očitno še bodo. Ampak najprej predstavim naše goste. Z menoj v studiu so trije poslanci. Iz SD je prišel gospod Damjan Bezjak Zrim, iz SDS gospod Andrej Poglajen in iz NSi vodja poslanske skupine gospod Janez Žakelj. Z nami je recimo, bom rekla temu, tudi stroka, gospod odvetnik Luka Švab, ki se je z delovanjem politike seznanil malo bližje kot zastopnik nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar v parlamentarni preiskavi, ki je preiskovala pač zlorabe, ki ne bi se dogajale. Ampak preden se lotimo samih preiskovanih komisij in tudi zakona, ki povzroča kar nekaj dvignjenih obrvi, bi gospod Bezjak Zrim vas vprašala, kaj se je po vašem mnenju v torek zgodilo v Državnem zboru? Torej, hvala na povabilo. Jaz nisem stroka, ampak prihajam iz politike. Zdaj sem v prejšnjem mandatu deloval v 3 preiskovalnih komisijah in takrat je bilo normalno, da kolikor 30 poslancev zahteva ustanovitev preiskovalne komisije, da se to tudi izvrši. In mi smo temu sledili, tako da zgodil se je precedens, da v bistvu koalicija blokira delovanje Državnega zbora, torej nismo uspeli niti izglasovati dnevnega reda. To pomeni, da bodo vse naredili, da ustanovitev preiskovalnih komisij sploh ne bo. Zdaj, nekdanja koalicija je že vložila zahtevo za ponovni sklic izredne seje, ker poskušamo še enkrat. Upam, da bo takrat več poslancev prisotnih na sami seji in da bomo uspeli. Zdaj, kolikor pa vemo, da ima koalicija večino v Državnem zboru, verjamemo, da ponovno ne bo sprejet dnevni red ali pa bo točka umaknjena z dnevnega reda. No, ne povem po vsebini za tiste gledalke, gledalce, poslušalce, ki ne vedo, o čem ste odločali. Odločali ste o dnevnem redu izredne seje Državnega zbora, na katerem naj bi ustanovili 2 preiskovalki. Ena o Black Cube, aferi Black Cube, s katero naj bi ugotovili, kdo je bil naročnik in kdo plačnik storitev izraelskega podjetja, druga pa v bistvu financiranje strank. Ampak ko ste vi govorili o tem, da se še ni v parlamentu slovenskem zgodilo, da bi preprečili parlamentarno preiskovalno komisijo, se tukaj na moji levi kolega nista strinjala, sta rekla, da to ni res. Kdo bo prvi? Poglejte, kolega Bezjak Zrim je lepo povedal, da je bil v prejšnjem mandatu član 3 preiskovalnih skupin. Vendar očitno se iz prejšnjega mandata ne spomni, da je opozicija predlagala preiskovalno komisijo o zadevah GEN-I in financiranju stranke Svoboda. Takrat ne samo, da ni prišlo do glasovanja na seji o omenjeni zadevi, predsednica Državnega zbora takrat zadevo sploh ni dala, uvrstila nikoli na dnevni red. Takrat se je ustvaril nek precedens, ki pač je omogoča očitno ponoven, da se že pri sklicovanju sej blokira preiskovalne komisije, torej ne gre za nekaj novega. Drugače pa dovolite mi par besed, da razjasnim celotno dogajanje o dogajanju v Državnem zboru na ta omenjen dan. Poglejte, prvo kot prvo potrebno je poudariti, da velika večina oziroma kar velik del opozicijskih poslancev na tej seji ni bil prisoten. Ni bil prisoten Robert Golob, ki se je raje odločil za dopustovanje, ni bil prisoten vodja poslanske skupine Svobode, ni bil prisoten predsednik Socialnih demokratov, gospod Han in tako dalje. Naloga koalicije, naloga koalicije ni, da zagotavlja sklepčnost opoziciji. To nikoli ni bila naloga koalicije. Po drugi strani pa 2 dotične preiskovalke, ki ste omenjene. Poglejte, prvo, da se dotaknem tisto preiskovalko, ki jo je v prejšnjem mandatu vodila Tamara Vonta in za katero je Mojca Šetinc Pašek povedala direktno v kamero, da je namenjena samo obračunavanju strankami SDS in NSi. Ta preiskovalna komisija se v prejšnjem mandatu zaključila z zaključnim poročilom. Skladno s poslovnikom
o parlamentarni preiskavi, mislim, da 23. člen govori, se identična preiskovalna komisija v novem mandatu ne more, ne sme ustanoviti. Takšen je poslovnik in če se ta preiskovalna komisija ustanovi, kršimo poslovnik. Kar se tiče pa preiskovalne komisije Black Cube, vemo, da sta pač v parlamentu dva predloga o akta o ustanovitvi. Mi v Slovenski demokratski stranki nimamo nobenega problema s tem, da se to preiskuje tako z vidika naročnikov kot z vidika vsebine, kar je predvsem pomembno, torej kar je bilo povedano na posnetkih. Me pa zanima, na čem bodo predlagatelji sploh bazirali svoje dokazne gradiva, kajti nenazadnje je sedaj že bivši direktor SOVE jasno na eni izmed sej KNOVS-a povedal po trditvah, da SOVA sploh nima dokazov, da naj bi bila kakršnakoli povezava z politiko, z katerokoli stranko. Torej, gledajte, gre za nek politični šov, ki ga sedaj opozicija hoče lansirati med državljanke in državljane, predvsem pa s tem meče nekako meglo, predvsem na to, da očitno poslancem opozicije ni do tega, da bi hodili na seje, ki jih sami sklicujejo. Gospod Žakelj ali gospod Poglajen zavaja, glede na to, da so bile tudi na te trditve, ker pač ne morete povedati, kaj veste kot člani KNOVS-a, ne? Ja, jaz bi poudaril en drug vidik. V bistvu je v prejšnjem mandatu se je pokazalo, da se te komisije, preiskovalne komisije uporablja za obračunavanje z opozicijo in to je dejstvo, ker preiskovalna komisija Tamare Vonta je bila, končno poročilo je bilo sprejeto teden pred volitvami. Ven so uhajali zaupni podatki, zaupni bančni podatki ljudi, ki sploh nimajo nič s politiko, to se pravi, šlo je za grdo izkoriščanje tega instituta, ki se v prejšnjih časih ni tako politično izrabljal. Poleg tega pa bi jaz rekel tako, da je Golob bil večkrat pozvan oziroma koalicija ga niti pozvala, da bi pričal, ni ga privedla. Golob ni sodeloval, Tamara Vonta je tolkla pred opozicijo. Poleg tega ste si pa sami dali opozicija strel v koleno, ker mi smo zakon vrgli. V letu 2024 je Urška Klakočar Zupančič predlagala zakon, da lahko praktično vsak onemogoča parlamentarno preiskavo. Zdaj pa vračamo od ustanovitve Slovenije do Roberta Goloba zakon na to temo in zdaj vi pričakujete, da bomo mi ponovno rekli, seveda je lahko preiskovalna komisija o tisti zadevi, o kateri je že bilo sprejeto končno poročilo. To je nesmisel. Druga, Black Cube, ki ste me vprašali, kako je. Jaz, gledajte, ne smem nič povedati, ker sem bil pač že v prejšnjem mandatu član KNOVS-a in smo šli v preverbo. Dejstvo pa je, da ne bo, tako kot bom rekel, samo to vem, da nič ne vem. Nič ni, lahko plačate še kakšnega novinarja, da bo ugotovil, kako je tajna služba, izraelska tajna služba delovala, v bistvu pa, kaj zdaj, parlamentarci bomo na podlagi ničesar govorili o nečemu. To je nemogoče. Zakaj ste rekli, plačate novinarja, na kaj namigujete? Namigujemo, da je to zgodbo odkrila novinarka. Jaz se sprašujem, kdo jo je plačal, kdo ji je te informacije dal, ker ne Sova, ne policija ni imela nobenih informacij, bi temu rekel. Nobenih informacij. Sprašujem se pa, zakaj recimo v primeru, ko so prišli ven posnetki o komisiji, ki se je pogovarjala o izvedbi referenduma o drugem bloku jedrske elektrarne, tam je šlo za 15 do 20 milijard evrov vreden projekt, strateški projekt za Slovenijo. A je kdo preverjal mene, ki sem bil član te komisije, bilo nas je pa 6, nekaj tazga 6, nihče me ni vprašal, kdo je posnel, ali so bili posnetki pristni, ali je mogoče ruska tajna služba opazovala zadeve, ker jim je bilo v interesu, da uporabljamo ruski plin. Nobene informacije, tako da jaz zmeraj pravim, uporabljajmo enake vatle, tako kot pri Black Cube, pri ostalih stvarih. In pri teh prisluhih, recimo, gledajte, vsi se sprašujemo, kdo je vplival, seveda je to pomembno. Pomembno je pa tudi, kaj so ti ljudje govorili, pravijo, da je lepljeno. Če nekdo reče, da je nekoga ubil, kako boš to zlepil? To je bilo, gospod, 10%, jasno,
Tam je bilo, da je ena imela 2,5 milijona podkupnin, zdaj branimo njihovo čast, ne sprašujemo se pa, in to bi moralo sodišče po službeni dolžnosti, po uradni dolžnosti preverjati te stvari, teh stvari pa ni. No, Black Cube naj bi sicer novinar Mladine, ne, gospod Mekin odkril, ker ste rekli, ker ste govorili o ženskem spolu. No, Nika Kovač je bila glavna, ne, tam je rekla ti model tiho bodi, ne, tako da v bistvu se čudim, da novinari, ker vas zelo cenim, ampak da novinari vejo nekaj, kar ne ve niti policija, niti tajna služba. Zdaj, vkolikor sta kolega omenili, da verjamete, da tem nič ni, in da nimajo težav z ustanovitvijo preiskovalke, potem tudi ne razumem, zakaj včeraj niste potrdili dnevnega reda in bi potrdili preiskovalko. Saj, če nič ni, bomo relativno hitro zaključili in očitno bodo vsi upravni. Opozicija je vložila zahtevo za novo izredno sejo. Samo kratko repliko. Kolega Zrim, kot je tudi kolega Žakelj povedal, trenutno imamo v proceduri nov zakon o preiskovalni komisiji. Ta zakon, ne glede na to, kdo bo predlagatelj v neko preiskovalne komisije, umika postopkovne barikade, ki jih je namensko zaradi zaščite lika in dela Roberta Goloba v zakon leta 2024 umestila Urška Klakočar Zupančič. To je zakon, ki bo koristil tako opoziciji in koaliciji, ne, pri oblikovanju preiskovalne komisije. In z vidika demokratične ureditve v Sloveniji je pošteno, da preiskovalne komisije, ki so ustanovljene v dotičnem mandatu, vse delujejo po istem zakonu. Kako si predstavljate sedaj, da boste imeli 2 preiskovalne komisije, ki boste vezane na star zakon, pa vse ostale, ki bodo vezane na nov zakon? Ne gre. Tako da, ko govorite o rušenju demokratičnih norm, največje rušenje demokratičnih norm je bil predlog to, da se a priori prej ustanovitev 2 parlamentarni preiskovalni komisiji, preden ugotovimo, ali bomo lahko imeli nov zakon o parlamentarni preiskovalni komisiji. Še enkrat, noben nima problema s tem, naj se ustanovijo, vsa legitimnost je, vsa možnost imate, da jih ustanavljate, ne? Ampak mislim, da morate pa z vidika uidevnosti tudi toliko biti dovzetni, da poveste, ok, eno mandat, ena pravila za vse. Gospod Švab, bomo dali besedo gospod Bezjak Zrim, ampak zanima me še mnenje gospoda Švaba. Poslušali ste politike in si mislite kaj? Ja, mislim si, da je ta debata odraz vsega dogajanja v mnogih zadnjih letih. Torej je pokazatelj tega, da očitno niti ena, niti druga stran do zdaj nista povsem spoštovala predvsem namena tega zakona. Da je potrebno prebrati, kaj je bil namen tega zakona, kaj je namen parlamentarne preiskave. In da me žalosti to, da se pogovarjamo na takem nivoju, ki po mojem mnenju ni strokovno podprt in se bolj pogovarjamo izključno o politiki. Mislim, da je zgodovina pokazala, da torej parlamentarne preiskave niso bile neučinkovite in tudi ne vodene tako, kot bi morale biti vodene. Manj kot 1/3 parlamentarnih preiskav je prišla sploh do poročila. Kaj šele do ukrepov, ki naj bi se v luči parlamentarnih preiskav torej sprejemali na podlagi poročil. To po moji oceni kaže na to, da so se parlamentarne preiskave uporabljale ali pa, če hočete, zlorabljale za namene političnega obračunavanja s posamezniki, pritiski na posameznike in tako naprej. Kar me resno skrbi je to, da očitno nihče, niti ena, niti druga politična opcija, če tako želite, do danes ni resnično se zavzela za to, da bi se ta zakon ustrezno normiral, ker je po moji oceni absolutno podnormiran. V obeh variantah. In se jasno izkazuje, da sta obe varianti zakona omogočale takšne in drugačne obhode, s katerimi si je ena in druga politična opcija torej stvari napeljala tako, kot je pač ustrezalo. Kot ste omenila, sem bil pooblaščenec priče v prejšnji vladi ene izmed parlamentarnih preiskav. Jasno se je izkazalo, da se je parlamentarna preiskava na koncu vodila na način, da je koalicija preiskovala sama sebe, da preiskovanec v tej zadevi sploh ni obstajal in se je na koncu obračunavalo z 2 pričama, neposredno z gospod Tatjano Bobnar, mojo stranko, in z gospodom Lindavom, neposredno, popolnoma politično, izkrivljeno in še kaj bi verjetno lahko dodal. Ampak mislim, da je bilo to zelo jasno. In menim, da je to nedopustno in predvsem je problem v tem, da niti ena, niti druga, če se vrnemo pa k tem, spremembam samega zakona, niti ena, niti druga opcija oziroma verzija tega zakona dejansko ne omogoča učinkovitega pravnega sredstva. To pomeni,
Problem je v tem, da sam sklep o ustanovitvi parlamentarne preiskave je lahko relativno prazen. In zelo hitro se najde neko področje, za katerega lahko, bom rekel, ustrezno ena opcija obrazloži, zakaj bi se moralo nekaj preiskovati. Problem pa nastane tekom postopka, ker posamezni dokazni sklepi se sprejemajo tekom same parlamentarne preiskave, zoper katere ni nobenega učinkovitega pravnega sredstva. In ko je škoda enkrat narejena, ko se glede na pooblastila, ki jih parlamentarna komisija ima v tem primeru preiskovalna, torej pooblastila pravosodnih organov, da lahko pridobiva, bom rekel, občutljive, zelo zaupne, tajne podatke, da na takšen ali drugačen način od bank in drugih institucij, to pomeni, da lahko nepopravljivo škodo naredi posamezniku, ki je ta posameznik za nazaj nikoli več ne bo mogel popraviti, predvsem ne z nekim upravnim sporom na koncu tega postopka. Ne? In to je, kar se meni tiče, nedopustno. Glede tega, kar so se pa trenutno pogovarjali kolegi o meni, je pa stvar zelo jasna. Ustava jasno določa, v katerem primeru parlamentarna preiskava mora biti in se mora začeti izvajati. In je nerazumljivo, torej, kako lahko ni zakon, a kaj šele podzakonski akt omogočata zlorabo tega. Torej, da lahko nekdo s procesnimi manevri, kakršnikoli manevri že, onemogoči uresničitev ustavne pravice. Če je v ustavi zapisano, kdaj parlamentarna preiskava mora biti, je meni nedopustno, da to lahko nekdo izpelje na način, da to torej še vedno ne bo uresničen. No, dovolite mi samo kratko repliko. Delno bi se strinjal z vami v delu, da preiskovalne komisije in prejšnja zakonodaja, ki je bila na tem področju, omogoča velik poseg v pravice posameznika, ki ni nujno sploh preiskovanec, je lahko priča. Mislim, da ravno enega izmed novinarjev vaše hiše so tako obvodno preiskovali, ne samo njega, tudi njegove poslovne partnerje in tako naprej. Ne. To je bil primer preiskovalne komisije Tamara Vonta. Jaz sem bil tudi član dotične preiskovalne komisije, ki govori o posegih v policijo, o katerih je bila obravnavana gospa Bobnar, in moram reči, da take zlorabe komisije, kot sem je tam videl, je praktično še nismo doživeli. Gospod Golob je pred kamero jasno povedal, da bo pričal, potem se to pričanje ni nikoli zgodilo in tako naprej in tako naprej. Kar se pa tiče zadeve, bom rekel, aktualizacije tega v navezavi z ustavo. Poglejte, ustava trdi, da mora biti preiskovalka ustanovljena, se strinjam, ampak mi nismo zavrnili akta o ustanovitvi. Mi nismo potrdili dnevnega reda. Dnevni red oziroma seja, sklic izredne seje je že vložen, tako da bomo to zadevo še enkrat obravnavali. Mi je pa absurd to, da opozicija pričakuje od koalicije, da jim bo zagotavljala sklepčnost. Lejte, to pa ni ustava. Ustava nalaga, da ste kot državni zbor. Ustava govori o državnem zboru, ne govori ne o koaliciji, ne o opoziciji. Ne, govori o državnem zboru, ampak ustava govori o aktu o ustanovitvi, ne govori o sprejemanju dnevnega reda. Lejte, če bi bilo tako... To je klasičen obvod. Ne, ni obvod. Seveda, da ni obvod. Poslovnik državnega zbora jasno nalaga, da se vsaka seja začne s potrditvijo dnevnega reda. Ja. In z našega vidika, sploh ker je predlagana ena preiskovalna komisija, ki se skladno s poslovnikom ne sme več ustanoviti, ne moremo potrditi dnevnega reda, ki je v neskrižju s poslovnikom. Na eni strani se vračate na dnevni red, na drugi strani se vračate na konkretno točko dnevnega reda. Torej, dnevni red bi lahko bil sprejet, pa točka potem zavrnjena. Če smo že pri tem, ne? Ne, tako bi pa šli v kontradikcijo z ustavo. A veste, glejte, ne. Tako bi pa šli v kontradikcijo z ustavo. Kar ste sami sedaj povedali, da mora biti preiskovalka ustanovljena, če je podana zahteva. Ja. In če bi ta akt zavrnili, potem bi pa direktno kršili ustavo. Edini način, da do tega ni prišlo, je bilo to, da se dnevnega reda na tej seji ni potrdilo. In še enkrat poudarjam, če sedimo nekim demokratičnim normam. To, kar ste vi tudi uvodoma povedali, da pričakujete neko raven od politike, je edino pravilno, da v enem mandatu za vse preiskovalne komisije velja en zakon. Ne pa, da bomo gledali dve preiskovalni komisiji po enem zakonu, ostale pa po novem. Tako mislim, da v neki demokratični zahodni družbi državni zbor pa sploh z elementa preiskovanja ne sme in ne more delovati. Ampak kar se mi zdi zanimivo, ne, omenili ste, da preiskovalna komisija, v kateri je bila tudi moja stranka, ne, je predstavljala največjo, bom rekel, zlorabo tega iz vse do zdaj, ne. Takrat pa niste bili tako zelo, bom rekel, tako zelo glasni. Niste tako zelo izpostavili tega, ne. Takrat najbolj glasnih sem bil. Se je kar dovolilo, da se je to kar potekalo in se mi zdi,
tudi opozicija v tistem primeru, po moji oceni, ni odigrala take vloge, kot bi jo lahko. Drži, da morda poslanka Čadonič Špeliča morda je bila po moji oceni najbolj glasna takrat in je zagovarjala marsikaj. Ampak dejstvo je, da zakon, kakršen je podnormiran in je podnormiran že vsa leta in nobena opcija do danes se ga ni lotila na način, da bi onemogočila to, o čemer zdaj vi razpravljate in o čemer ste vi zdaj danes govorite. Ustavno sodišče je leto 2000 odločilo ravno v primeru postopkovnega dogajanja v povezavi z parlamentarnimi preiskovalnimi komisijami. Ja. In tam je jasno določeno, piše v odločbi Ustavnega sodišča, predlagam, da vzamete v roke, da se poglobite v njo, da z nobenim posegom se ne sme ovirati postopkovnega dogajanja na parlamentarni preiskovalni komisiji. Torej, trenuten zakon, ki je sedaj v veljavi leta 2024, točno to uvaja, postopkovno oviranje. Se pa strinjam, moramo določiti pravno varstvo oziroma jasno določiti to, da se ne sme več posegati v intimo ali pa v človeka kot posameznika. In z tega vidika smo pa v koaliciji že napovedali, da bomo spremenili poslovnik parlamentarne preiskovalne komisije. Spremembo poslovnika, za katerega je potrebna dvotretjinska večina, moramo jasno zabeležiti, kaj so pooblastila vodstva preiskovalne komisije, kaj se sme tudi v primeru prič dogajati in kaj ne. Kajti ne smemo več dovoliti, da bi kdorkoli pregledoval bančne račune prič, kot se je to dogajalo v prejšnjem mandatu. Kar se tiče preiskovalne komisije o delu policije, spoštovani, mislim, da sem bil en najbolj glasnih na to temo. Več novinarskih konferenc smo imeli v Slovenski demokratski stranki, večkrat pozvali Roberta Goloba, naj pride na zaslišanje, vložili najmanj 5 zahtev, da naj bo zaslišan, ampak veste, kakšen je bil odgovor strani predsedujočega? Poslovnik si razlagam jaz in jaz vodim to komisijo. Nažalost je pri tem ostalo, ta posameznik pa ni nosil nobenih pravnih posledic. Gospod Žakelj, potem pa še gospod Zrim. Ja, zdaj sem hotel osvetliti en drug vidik tega, ker šlo je za politično obračunavanje, to je jasno. In jaz se tudi ne morem strinjati v imenu kolegice Vide Čadonič Špelič, ona je naredila vse, da bi se ta zadeva peljala naprej in da se pride do konca. In žal je tako, koalicija, ki je imela večino, je preiskovala in vodila preiskavo same sebe in logično niso imeli interesa. Je pa tako, kar se tiče uspešnosti komisija, 1/3 ste rekli, jih je recimo iranska, jih je zaključenih, recimo Iran Gate ali pač kakor se reče, ali pa DTB, pa še nekateri so prišli do konca, pa se sprašujem zdaj, da vrnem žogico na stran sodstva. Kaj je bilo pa naprej izvedenega? Nič. To se pravi, če želimo, ker dejansko parlamentarna komisija ugotavlja politični vidik odgovornosti, mi smo pač politiki, nismo nekateri, so tudi pravniki, ampak mi ugotavljamo to in ko pridemo do nekih rezultatov, do nekih ugotovitev, je na sodišču in na odvetnikih, da te zadeve naprej pripeljejo do konca in žal se nobena stvar pri nas ne pelje do konca. Ljudje pravijo, če želiš eno stvar zatuškati, ustanovi preiskovalno komisijo. Žal je to v veliki meri tudi razlog, ker vendar vseeno parlamentarna praksa v zadnjem mandatu je bila katastrofalna. Dejansko policija in preiskovalne komisije in politika Golob, koalicija niso šli na nobeno pričanje, niso prišli na KNOVS, niso prišli na nobeno povabilo, imela je pa možnost privedbe ampak tega se pač niso poslužili, pa zakon to omogoča. Tako da zakon bi bil čisto v redu, problem pa je, da se nihče ne ukvarja s tem, kako so zaupni bančni podatki in drugi podatki od ljudi, ki sploh niso politično izpostavljeni, šli v javnost in s tem se škoda nikoli ne more popraviti. Gospod Zrim. V bistvu gospod Žakelj je lepo povedal, kolikor je bilo kaj narobe narejeno in to preiskovalna komisija gotovi takoj preda organom pregona. To bi se mogli tako biti. Prevečkrat smo videli, da pa res gre za politično obračunavanje znotraj dveh političnih polov in to se bo zdaj nadaljevalo, očitno vidimo. Kolega Poglajen je rekel, da nimajo težave z ustanovitvijo preiskovalne komisije, saj na koncu imate še vedno sodno vejo oblasti, ki je neodvisna in koliko vi trdite, da ne more priti do enake preiskovalne komisije,
na katero je že Trdim, bila. jaz poslovnik trdim, Na katero je kolega že bila ustanovljena v prejšnjem mandatu, še bo vam vedno ustavno sodišče lahko tukaj pomagalo, vkolikor mislite, da krši Državni zbor s to preiskovalno komisijo katere zakone. Tako da jaz mislim, da vseeno bi morali dati priložnost, da se ti dve preiskovalki ustanovita. Kajte, jaz mislim, da je to v javnem interesu in kolikor ste sami rekli, da na tem nič ni, pač nič ne bo ugotovljeno in se lahko obe preiskovalki ugasneta. Zdaj, kolikor pa jaz mislim, da bomo nekaj našli, pa vseeno morate vsaj po poslovniku in po ustavi to preiskovalno komisijo pomagati ustanoviti. In ni na nas, ste rekli, da na nas je, da moramo zagotoviti sklepčnost, saj opozicija nima 46 glasov, saj se z dnevnega reda sami ne moremo izglasovati. Kako lahko mi sami zagotovimo te glasove, da bomo pri tem uspešni? Povejte mi to, kako? Ja, recimo včeraj, če bi bili vsi vaši poslanci prisotni, bi preglasovali koalicijo. Ampak še enkrat poudarjam, nekateri so si pač rajše vzeli dopust na predlagan dan, je to njihova legitimna pravica, da je pa nek odraz tega, kakšen odnos imajo do sej, ki jih sklicujejo. Lejte, kolega Zrim, še enkrat vam želim povedati. Ali želimo nadaljevati prakso, ki ste uvedli vi kot koalicijska stranka v prejšnjem mandatu, kjer smo imeli večino preiskovalnih komisij po enem zakonu, potem pa eno oziroma dve po novem zakonu? Ne gre. Mislim, da to ni neka demokratična norma, po kateri bi Državni zbor moral delovati. Kar se tiče Ustavnega sodišča, res je, da trenuten zakon omogoča instrukcijski rok, poudarjen instrukcijski rok, kajti v 30 dneh bi se Ustavno sodišče moralo odločiti, ali akt ustanovitvi preiskovalne komisije ustaven ali ne, ampak poglejte, gre za pač dani rok, ki nima nobenih pravnih posledic, oziroma se lahko potem preiskovalka še vedno naprej odvija, vemo pa kako v Sloveniji nažalost odloča Ustavno sodišče, tudi v primerih, kjer so roki določeni. Osvetlil bi pa še eno zadevo. Glejte, mislim, da je danes to idealna priložnost, tudi ko govorimo o preteklih preiskovalnih komisijah. Jaz sem bil član, kot sem prej povedal, tiste, ki se je ukvarjala z dogajanjem v policiji, ki je tudi, bom rekel, obravnavala gospod Bobnar. In zelo zanimivo mi je bilo, kako se je to celotno temo takrat poteptalo dobesedno in prekinilo in kako se Roberta Goloba očistilo vse krivde. Takrat je prišlo neko zaključno poročilo, ki je izgledalo tako, da smo imeli sklicano sejo, točka dogovor v delu, dobili smo na mizo zaključno vmesno poročilo, približno 200 strani in predsednik komisije je rekel, no, zdaj si pa preglejte, pa o tem bomo to obravnavali. In takrat so s kolegico Čadonič-Špelič protestirala, pač potrebujemo čas, da temo obdelamo, da samo nismo imeli možnost dati pripombe. Kolega Zrim, vi ste takrat glasoval dvakrat za to poročilo, enkrat na komisiji in potem v Državnem zboru. In ste sokrivi, sodelovali ste pri tem, da se vprašanje Roberta Goloba in njegovo vmešavanje v policijo in v povezavi z gospod Bobnar in gospod Lindav umaknilo z dnevnega reda in da je bil z vidika vsaj javna obravnava Robert Golob opran vse krivde. Glejte, ne morete sedaj tukaj moralizirati o tem, kako trenutno obravnavamo preiskovalne komisije, ko so se v prejšnjem mandatu dogajale take kršitve. In ravno to je namen spremembe zakonodaje, da postopkovno omogočimo, da preiskovalna komisija lahko deluje brez oviranja, vendar da ohranjamo pravno varstvo za tiste, oziroma sodno varstvo za tiste, za katere je Ustavno sodišče izrecno dejalo, da ga mora imeti, državni tožilci, sodniki, in da skozi poslovnik določimo tudi možnosti za poslance, ki ste jih tudi v prejšnjem mandatu večkrat imenovali za priče in tako predvsem Slovenski demokratski stranki onemogočili delovanje v preiskovalnih komisijah, ter za dejanske priče na preiskovalni komisiji, da se nikoli več ne bo zgodilo, da bo Tamara Vonta ali kdo drug brskal po računih tistih ljudi, ki so predmet preiskave. To je naloga vseh nas, vi pa pač, oziroma Socialni demokrati še ne toliko, ampak ostale vaše partnerske opozicijske stranke so se pa raje odločile, da zbirajo neke podpise za referendum in kričijo o politični policiji, ki vemo, da spada bolj v kakšen drug sistem, ne pa v letu 2026. Jaz se ne bi strinjal, ker politična policija je ravno to, kar smo uvedli v prejšnjem mandatu. Jaz vseeno mislim, da zakon, kateri je bil sprejet v prejšnjem mandatu, vseeno daje določenim tako fizičnim pravnim osebam pravno varstvo na podlagi tistega zakona, ki ga hočete vi nazaj vpeljati zdaj. Jaz mislim, da bi tu vseeno mogli vztrajati. Vse takrat se pa lahko vsi, ki bodo v postopku, bodo imeli pravno varstvo. Ker drugače lahko sam sodni svet in generalni državni tožilec, mislim, da se vam to zdi pošteno?
Čakajte, dajmo še besedo gospodu To ne Šablu. daje nobenega varstva posameznikom. Prej ste sam Bogdan lepo povedal, da si želite, da se ne bo obračunavalo s posamezniki. Kje so v vašem predlogu zakona učinkovita pravna sredstva za posameznike? Imamo možnosti za tožilce, za sodnike, Govorim za Ustavno posameznike. sodišče. Da se jaz ne rabim zanašati. Posameznik pa ima po končani preiskovalni komisiji možnost, ampak sem eksplicitno dodal zraven. Z tega vidika je pa potrebno dopolniti poslovnik in s tem se bo sedaj koalicija ubadala in bomo še preden bo rekel potekel v rok, zakonodajni rok, kar se tiče obravnave trenutnega zakona, na mizi nov poslovnik, ki bo omogočil vse te zaščite. Poslovnik je tisti, ki odreja pooblastila v vodstvu preiskovalne komisije. Kar sem prej želel povedati, samo ena replika naprej. Nisem rekel, da se v konkretni parlamentarni preiskavi vaši stranki niste dovolj angažirali. Nihče se ni angažiral v sistemskih problemih, o katerih zdaj govorimo. Nihče se kljub temu, kar se je izkazalo v tem postopku, ni resnično angažiral o sistemskih problemih, ki so se tam izkazali. O vseh obvodih, o vseh zlorabah, o vseh posegih, ki so se zgodili. Nihče se ni. In vi pravite, da bi zdaj radi spremenili zakon o parlamentarni preiskavi, potem pa boste morda naknadno nekoč na nek način spremenili tudi poslovnik. Ne. To bi se moralo delati naenkrat, usklajeno in korektno. Če vsi danes pravite, da nimate problemov, da si vsi želite varstvo, želite si varstvo posameznikov, želite si učinkovitost, da se ne bodo dogajale zlorabe. Ne razumem. Zakaj se ne usedete dol? Zakaj ne ugotovite, na kakšen način bo se to pravno izpeljalo, da bo to pravno učinkovito, ker meni kurativno sredstvo na koncu parlamentarne preiskave ne predstavlja učinkovitega pravnega sredstva, ko bo že nekdo rovaril po mojem bančnem računu. In se ne morem strinjati, da s tem odpravljate in zagotavljate kakršnokoli ustrezno varnost. Hkrati pa sem mnenja, da tudi v predlogu zakona oziroma v obstoječi, bom rekel, ureditvi zakona, da je nabor širši oziroma daje pravno varstvo širšemu krogu, ampak še vedno menim, da ne je učinkovito, ker kot sem že izpostavil, znotraj parlamentarne preiskave se lahko dogajajo stvari, zoper katere ni pravnega sredstva danes. In se lahko sprejemajo sklepi, dokazni sklepi, izvajajo dokazi in morda bi še eno stvar dodal. Problem je, da se to dogaja v postopkih, kjer vzporedno tečejo predkazenski postopki. In s parlamentarno preiskavo se uničujejo in kontaminirajo dokazi, ki se hkrati izvajajo na tožilstvu v istem času. Menite, da je to namenoma, recimo pri gospodu Bobnar? Jaz menim, da bi tožilstvo moralo imeti možnost parlamentarno preiskavo ustaviti in jo zaustaviti, ker je pomen kazenskega postopka absolutno nad vsako, po moji oceni, absolutno nad vsako parlamentarno preiskavo in bi moral biti in v zadevah takega pomena, kjer žal očitno sodni sistem v sklopu predkazenskega in kazenskega postopka ne more tako hitro teči, kot lahko teče parlamentarna preiskava, je to problem. Ker v kazenskem postopku bodo dokazi že do te mere z nekimi madeži kontaminirani ali izbrisani, da tudi kazenski postopek ne bo mogel biti učinkovit. In to menim, da je najbolj problematično in s tem se pa dejansko ne ukvarja nihče. Pogovarjamo se popolnoma o drugih stvareh. Tukaj se lahko za stroko strinjamo, ampak 2. člen zakona o parlamentarni preiskavi jasno govori, da še vedno lahko, torej treba prvo zakon spremeniti, da se te dokaze ne bodo, kot pravi stroka, kontaminirali. Ne? In tukaj imamo problem. Ampak tudi potem moramo dogledati z ustavno-pravnega vidika, kajti je to le ustavna kategorija oziroma je preiskovalna komisija ima svoje določbe znotraj ustave in so neodvisni od delovanja tožilstva, kazenskega pregona in vse ostalo. Torej, v tem primeru, kar je bilo sedaj povedano, bi bil dejansko bil državni zbor ali pa pač sama preiskovalna komisija podrejena tožilstvu, kar pa mislim, da tudi z vidika demokracije in vsega ostalega odpira nova vprašanja. Se pa strinjam v tej točki, kar se tiče usklajevanja zakonodaje in poslovnika, ampak veste, tukaj pridemo potem v eno spiralo. Če bi prej, oziroma če bi istočasno usklajevali poslovnik in zakonodajo, bi tukaj naleteli na zelo veliko oviro. Zaveste zakaj? Zaradi tega, ker je za sprejem poslovnika potrebna dvotretjinska večina v državnem zboru. In kot že sedaj vidimo, opozicija bi predlagala preiskovalne komisije, mi bi rekli, ne bomo jih ustanovili, dokler ne uskladimo te materije in bili bi pri isti mizi, kot smo danes, pri istem vprašanju in istih očitkih strani opozicije, kršite ustavne določbe. Tako da, zato smo se odločili, prvo spremenimo zakon, potem
pa dajmo se usesti, ne, in skladno z novim zakonom tisto, kar ni zajeto v zakonu, vzamemo in damo v poslovnik, da točno jasno določimo, kaj so pooblastila in do kje lahko seže parlamentarna preiskovalna komisija. Glejte, pač to sta dve različni poti do istega cilja, predvsem pa mislim, da tukaj se vsi za tem omizjem na koncu strinjamo, da je treba tistim osebam, ki so predmet preiskovalnih komisij, predvsem pričam na prvem mestu, zagotoviti že izhodišče tako, da jim ne bo mogoče posegati v njihove človekove pravice, v njihove bančne račune in vse ostalo. Ja, jaz bi zdaj sta mlajša ali pa vsi mlajši kolegi, jaz bi rekel tako, da je problem da smo poslanci, ki smo izvoljeni, bi morali biti kredibilni in bi morali zaščititi vire in uhajanje informacij. Problem je pa sistema, ker informacije uhajajo, pa nihče se ne vpraša, zakaj. A je Tamara Vonta odgovarjala kaj za to, ker so vsi ti zaupni podatki odhajali. Prav je, da jih parlamentarna komisija ima. Podobno recimo v primeru tehle vohunov je ruskih vohunov je recimo tajne podatke predsednik komisije izdal in je direktor Sove 14 dni potisnil, ko se ven prišlo, se pravi, prekategoriziral v mislim, da interno zadevo. Ne? In v mojem primeru konkretno, ker že govorite o pravnem varstvu, povejte mi, kako sem od novembra 2023, ko smo šli v nadzor, recimo, kakšno pravno varstvo sem imel do danes? Ker prav danes mi je odvetnik prvič je prišel do obtožnega predloga, da sploh vem, česa me obtožujejo. Smo pa julija 2026. Vmes je bilo več kot 400 novinarskih intervencij, nobene nove informacije in se sprašujem, nikogar ne zanima, od kje so prišli podatki o telefonskih številkah v medije. Nikogar ne zanima. Ne zanima jih tudi, da so od 4 policajev z vrha policije 3 napredovali. 3 so napredovali. Mi smo preverili revizijsko sled in iz parlamentarne komisije niso prišli ti podatki. Se pravi, izdali so tajne podatke, jaz pa nimam, meni pa KPK. Zdaj pa povejte, kaj piše v tem obtožnem predlogu, ker vi SMS-a niste pošiljali. KPK je pa, mediji so imeli ta obtožni predlog že pred pol leta, KPK je pa kakšen mesec nazaj proti članom uvedel postopek zoper zaradi vplivanja na, ko smo specializiramo državnemu tožilstvu napisali, da ne ustavi postopek pred volitvami, ker gre za politično gonjo. Zdaj pa proti nam teče še KPK, povejte nam, mi ne smemo niti pisno proti tem govoriti. Lejte, istočasno uhajali so podatki, ki so drugi. Policija je imela po 27. členu jasno možnost, da bi preprečila, da nam ne bi dala teh podatkov, mi bi jo morali ovaditi, ampak veste, za to rabiš ovaditi, da so prekršili pooblastila. Preden, če boste gospod Švab govorili, počakajte, gospod Poglajen, povejte, kaj piše v tem obtožnem predlogu. No, jaz se ne spomnim, kaj je pisalo, če je prišlo ven. Tudi jaz danes po telefonu mi je odvetnik povedal, se bova dobila čez kakšen mesec, ko bo on to je rekel, da ne, zdaj so mu je dal prekopirati te zadeve. Bistvo verjetno poznate, ne? SMS-a vi niste poslali. Bistvo vsega je pa ne on, ne jaz ne veva točno, ker v bistvu piše notar, da dejansko nisem prekršil nobenega zakona, ker jaz vem, da ga nisem. Ampak zdaj bomo pač študirali tisto zadevo. Naklep izdaje podatka. Kakšnega podatka? Kakšnega podatka? Ki nam je ga dala policija, ki ima možnost, če bi preprečili postopek, recimo, da bi bilo to v predkazenskem, ko je bilo Sova, takrat pač nismo ne od tožilstva, ne od Sove dobili podatkov in smo čakali. Tukaj pa nas obtožujejo za to, da sem naklep, da sem nekomu povedal, recimo, da mu ne prisluškujejo. Pa jaz lahko jasno povem, da tega nisem povedal. Za sebe 1000%, za druge vsi so zatrdili, da ne. In kaj ima Jožef Horvat, ki sploh ni bil v komisiji, v nadzoru. Sploh ni bil v nadzoru. Glasoval je za sklep, ki je vedno sprejet, da se oblikuje skupina. Glejte, in če ta država omogoča to
In policija, tisti, ki so najbolj učinkovito delovali proti za pregon opozicije, zdaj vsi so napredovali. Tudi po mojih podatkih, tudi tisti, ki je vodil v Mariboru postopek, je zdaj direktor direktorata. Tega pa nobenega ne zanima. In še vedno jih ne zanima, kako so ti podatki prišli v javnost. Tako kot pri Tamari Vonta. Ni bilo neznosno število ljudi, ki so vedeli za te podatke. Zakaj so prišli ti podatki v mediji? Od mene lahko gospa Kos pove, da niso prišli nobeni ti podatki. Mislim, vse do mene niste jih dali, meni gospod Švab. Ja, jaz zdaj konkretnih postopkov ne morem komentirati in jih tudi ne bom komentiral. Lahko pa komentiram to, da nekateri ste dolga leta v politiki. Ste imeli ogromno priložnosti, da ste spreminjali sistem. Ste imeli ogromno priložnosti, da bi ukrepali. Če ste vedeli, da imamo sistemske probleme. Sistemski problemi vemo, kje se rešujejo. Na najvišji... Jaz sem tudi nisem posegal v besedo. In menim, da očitno nihče do danes ni opravil svojih nalog. Sem pa prepričan in mislim, da se zelo kaže jasno v medijih, da očitno podatki uhajajo vedno na vseh straneh, ker ne uhajajo samo na eni in na drugi in vedno so uhajali. V enem mandatu vidimo, da uhajajo tam, v drugem mandatu vidimo, da uhajamo tam, očitno imamo velike probleme, s katerimi pa se mi zdi, da se ukvarjajo samo takrat tisti, ko so na svoji funkciji, potem pa spet ne. Ko jim je v interesu, se ukvarjajo s tem, ko jim ni več v interesu, se nehajo ukvarjati s tem. Jaz imam občutek kot državljan, če tudi lahko rečem, ne samo kot strokovnjak, da sistemskih problemov očitno imamo veliko. Meni se zdi nedopustno, da se kazenski postopki in drugi postopki tudi pred KPK-jem in drugje vlečejo leta in leta o tako pomembnih zadevah. Ne vem, jaz še danes ne razumem, da postopki, v katerih smo sedeli pred KPK-jem in ne vem, kje vse že, še vedno nimamo nekih epilogov v tako pomembnih zadevah, kjer govorimo o nekih resnih odgovornostih, celo kazenskih odgovornostih politikov. Čakamo na odločitve mnogo let. Kot odvetnik tudi sam lahko zelo kritiziram tak sistem. No, jaz vam lahko odgovorim, gospod Golob ima zelo agresivnega odvetnika. To pa samo še ta pripomba, da pa moram reči, da tudi pa politiki zelo radi izkoristijo vse procesne priložnosti, da ovirajo te postopke. Tisti, ki, jaz bi rekel, če imajo nekateri tako zelo čisto vest, kot zelo radi to povejo v javnosti, potem ne vidim problema, da dopustijo, da postopek teče in se dokazni postopek izvede in izkaže, kaj je res in kaj ni res. In seveda se strinjam s tem, da če nekdo obljublja, da bo prišel nekam pričati in svoje povedati, naj pride, ampak hkrati sem mnenja, da v stroko bi morali zaupati in sistem bi mogel funkcionirati do te mere, da se nikoli ne bi smeli pogovarjati o uhajanju kakršnih koli podatkov, kaj šele tajnih podatkov, kar se je dogajalo tudi v prejšnji vladi. To je pač interes politikov, da spravijo v medije svoje nasprotnike. Takoj vam bom dala besedo, samo še, gospod Švab, še to bi dala v obtok, to temo. Kaj je vaše mnenje glede teh očitkov o politični policiji? Zbirajo se podpisi za referendum, še 14 dni bomo dobili politično policijo, ali mislite, da se to pretirava? Sam iskreno mislim, da se v določeni meri pretirava. V določeni meri pa menim, da tudi ta referendum in to, kar se bo s tem referendumom zgodilo, pač ne omogoča in ne dosega cilja. Torej, tudi to ne bo doseglo tega, kar bi zakon moral omogočati oziroma kar bi ta zakon moral preprečevati. Ker kot sem že povedal, vam lahko 3 obvode zdaj le dam na mizo, kako obiti tudi ta predlog zakona, ki je v veljavi in ki je bil uveljavljen. Zelo enostavno je mogoče ga obiti in zato ne rabiš biti doktor prava. In zato sem mnenja, da tudi to ne bo rešilo glavnega problema in bi se morala politika v zvezi s tako pomembno zadevo, kot je parlamentarna preiskava, kot je gospod Poglajn rekel, da je to ustavna kategorija in to drži absolutno nedopustno, da se v zvezi z nečim takim naša politika ne more vse za mizo in uskladiti in doseči te enake vatle, kot danes vsi pravimo, da bodo enaki vatli potem za vse. Ja, zdaj jaz se moram odzvati, ker mene zelo moti v Sloveniji to vse gliharstvo in vi ste nasedli temu, da smo vsi enaki. Glejte, če je nekdo izdal tajne podatke, za njega velja, da jih je izdal. Tisti, ki jih pa ni izdal, naj se mu pa dokaže, da jih ni, ampak problem je, da v enem primeru je problem vsebina, v drugem primeru je problem pa forma, kar politiki ustreza.
Tako da tukaj je čisto konkretno, recimo, če so uhajali podatki glede ruskih vohunov, iz Knovsa niso, so pa iz komisije, ki jo je vodil Aleš Rezar, recimo. In a je policija ali pa Sova kazensko ovadila koga? Ga ni. Ja. A je kdo na policiji, glejte, več kot 1 leto pa pol je potekal notranje varnosti postopek na policiji, da bi ugotovili, od kje so prišle te številke telefonske. Pa vam povem, da po letu pa nekaj mesecih sem jaz na enem od teh zadev vprašal direktorja policije, kje je ta zadeva. Pol ure smo čakali, da smo zvedeli, da je postopek uveden in da teče. Tisti 4 so pa tam sedeli, pa niso vedeli, ja, kako je pa ta gospod, ta mladenič, verjetno, ki so ga dali enega, ki ni upal do direktorja policije priti, kako je lahko ugotavljal, a je prišlo ali ne. Če ne od tistih, ki so to delali lahko. A veste, kot da tukaj jaz pravim enaki vatli, ampak ne reči, da ste vsi enaki. Jaz nisem tajnega podatka nobenega povedal, marsikdo ga pa je, pa zato, ker je na pravi strani ni kaznovan. Jaz mislim, da tako sem rekel, to je sistemski problem, na to se moramo odgovarjati. Jaz sem odvetnik, nisem del vrhovnega sodišča, nisem del Ministrstva za notranje zadeve, niti ne tožilstva, niti nikogar, ampak mislim, da očitno nobena politična opcija tega sistemskega problema, če obstaja, do danes ni rešila. Ne? Delamo na tem, da ga bomo. Ja, zdaj člane Knovsa vemo številne podatke, tudi tajne, in smo zavezani k molčečnosti. Vsi pa seveda lahko, tudi številni mediji, pišejo o teh zgodbice in je vse mogoče. Ti pa se ne moreš braniti zaradi tega, ker nimaš podlage, da bi se branil. To se lahko zgodi. Kar zadeva teh preiskovalnih komisij, glejte, zakon, ki je še v veljavi, jaz mislim, da daje večjo pravno varnost posameznikom, kot tisti, ki je bil v veljavi pred nekaj časa in ga hočete sam vrniti nazaj. Jaz mislim, da vseeno, ko lahko vsaj tudi posamezniki imajo neko pravno varnost, in jaz mislim, da tukaj bi se stroka strinjala, da vseeno lahko posežejo po določenih elementih. Ne, ko se že enkrat preiskovalna komisija konča, ko je enkrat že škoda storjena, je več ne moreš popraviti. Tudi če se izkaže, da si nedolžen. In to se lahko v številnih primerih bo dokazal, da si nedolžen, ampak ko je enkrat škoda že narejena, in tukaj moram biti zelo pazljivi. In glede na to, spoštovani kolegi iz koalicije, da so zdaj v poslanski predlogi zakonov, kar po tekočem traku grejo v Državni zbor, jaz vam predlagam, da koliko vam je res mar, da prijete s takim predlogom zakona, se usedemo vsi, pa dajmo vidimo, kaj lahko rešimo. Počakajte, bom nekaj prebrala, ker se bomo usedli in bomo debatirali. Poslanec Gibanja Svoboda, Lenart Žavbi, je na nacionalni televiziji, mislim, da je bilo v ponedeljek, izjavil, da je aktualna vlada nevsebinska in samo ideološka, da ruši vrednostni sistem Slovenk in Slovencem in da s takšno garnituro ni mogoče sodelovati. Torej, če je na eni strani ali pa na največji opozicijski stranki takšno dojemanje, potem niste sposobni se zmeniti ničesar, tudi če bi bilo v dobro čez nekaj let, ko boste vi spet v opoziciji in vi na oblasti ali pa obratno. Delno se z njim lahko strinjam, ampak bi moral namesto vlade dati Državni zbor, ker tudi vlada trenutno ni dala še nič od sebe, ampak Državni zbor po tekočem traku sprejema zakone. Zdaj imamo tudi v teh zastavah izobešeno še en nepotreben zakon, ki bo Slovenijo zbolj ideološko razdelil, nepovezan, in to so te zakoni, ki ne koristijo na koncu nikomu, ne povezuje, ampak razdvajajo državljanke in državljane. Lahko, gospod Kranjan, tako bom dala besedo, da bom razložila. Jaz nisem razumela recimo zadeve v zvezi s preporoščaki, ker se mi zdi recimo nepotrebna zadeva, zakaj bi se razburjalo in razvajalo ljudi. Po vsebini se mi zdi nerelevantno. In potem mi je en vaš kolega razložil, ne more zadovoljiti vseh ljudi, moramo nagovarjati svoje volilno telo. Zdaj pa Mislim, pogledajte, zdaj glede preporoščakov, ne vem, na kaj ciljate s tem, ampak na tej proslavi je bilo toliko preporoščakov, kot jih
prehodna 4 leta ni bilo. Veste zakaj? Ker Golobova vlada nikoli ni povabila na proslavo Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve kot domoljubna organizacija. Ciljala sem na tiste, ki imajo zvezo na vrhu. Ko je prišlo v javnosti do šuma v komunikaciji, se je UKOM in VD gospod Jeretič takoj organiziral, opravil sestanke z omenjenimi dvema organizacijama in te organizacije sta bili na proslavi. Končno dejstvo pa je, in upam, da bo to tudi v prihodnje, da so bile po tej proslavi vse domoljubne in veteranske organizacije. Dovolite mi pa kratko repliko na kolega Zrima. Glejte, novi zakon, ki ga imam tukaj, in bi vas prosil, v katerem členu tega zakona, ki je na 3 straneh, piše karkoli o politični policiji, kot vi agitirate že en mesec. Kje piše ta člen, ustanavlja se politična policija? Nikjer ne piše. Ne boste mi mogli pokazati tega člena, ker ga ni. In ko govorimo o naboru, bom rekel, možnosti pravnega varstva, govorimo predvsem o 4 odločbah Ustavnega sodišča. En je o državnih tožilcih, drugi je o sodnikih, tretji je o vprašanju referenduma, se pravi, ne govorimo več o pravnem varstvu, in četrti je o postopkovnem delovanju preiskovalne komisije. In ta zakon naslavlja vse 4 odločbe Ustavnega sodišča. To, kar se je po preteklem mandatu naredilo, kolega Zrim, je pa gospa Urška Klakočar Zupančič izrabila te odločbe Ustavnega sodišča in notri nametala vse možne, ki bi jih lahko preiskovalna komisija obravnavala. Predvsem pa moramo vedeti, da preiskovalna komisija obravnava nosilce javnih in političnih funkcij. Torej, ne to, kar govorite, da bo nekdo pregledal SMS-e državljanom, enostavno ne drži. Govorimo o vodstvih državnih podjetjih, o javnih funkcionarjih, o izvršilni veji oblasti in vse ostalo. Ne govorimo o ljudeh. In s tem, kar je Urška Klakočar Zupančič naredila v prejšnjem mandatu, je dejansko nastavila postopkovno barikado, kršila odločbo Ustavnega sodišča z vidika vprašanja parlamentarne preiskovalne komisije. To je recimo nekako tako, da malo parafraziram v slogu bivšega premierja in sedanjega evropskega poslanca gospoda Šarca, kot da bi šel na zdravniku z vnetim nohtom, po anesteziji bi se pa zbudil brez roke. Tako je ona ta zakon vzela in ga bom rekel, onemogočila delovanje parlamentarne preiskovalne komisije. Kar pa vidimo sedaj, kar je tudi kolega Žakelj govoril, o vseh zlorabah tožilstva, policije in vsega ostalega, pa nekako razumem, da si na levem političnem polu želite ohromiti delovanje parlamentarnih preiskovalnih komisij, jih ne onemogočiti z vidika postopkovnih delovanj, kajti večinoma to, kar bi se lahko preiskovalo oziroma bi se moglo preiskovati skozi parlamentarno delovanje, pri vas, očitno za vas samo pravi kar tožilstvo in se ponuca za to, da se potem ljudi brez kakršnekoli pravne podlage, brez možnosti pravnega varstva vleče po medijih, predvsem pa spravi pred sodišče. In to bo še zdaj po tem vašem zakonu še hujš, ker tudi saj imajo določene pravno varstvo. Sedaj govorimo o tožilstvu, ne govorimo o parlamentarni je ta politična policija, dajmo najti to politično policijo. Izvolite zakon, poznam zakon, številni se bojijo, tisti, ki niso naklonjeni vaše politične opcije, da boste s tem zakonom uspešno lahko... Ampak kolega Zrim, po istem zakonu boste vi ustanovili preiskovalno komisijo, kot je bomo mi v koaliciji. Glejte, ne morete govoriti, da se bo s tem pregledovalo državljanom karkoli, ker ima opozicija in koalicija enak zakon, enake pogoje. Pač gre za neko populistično propagandno floskolo, s katero poskušate mobilizirati ljudi proti zakonu, in ravno ta zakon v navezavi z rešitvami poslovnika bo pa tisto, kar je gospod Švab prej povedal, se pravi sistemska rešitev na eni strani efektivnega delovanja preiskovalne komisije, na drugi strani pa onemogočenja zlorab le-te, da so priče tiste, ki so na koncu lahko, bom rekel, pregledovane vse počez, kot se je v preteklosti, predvsem v preiskovalni komisiji in tam Revonte dogajalo. To je tiste, bom rekel, en del strani vlade in koalicije, ki ga naslavljam pri boju proti korupciji, drugi pa je več kot v javnosti poudarjen skok. Mislim, da s tem načinom bomo pa dejansko, bom rekel, ta boj proti korupciji, ki je temelj tudi te vlade, ne nazadnje, nekako lepo spravili skupaj in zadevo končno normalizirali v tej Sloveniji, kajti mislim, da boj proti korupciji je ena rak rana, ki se je poglabljala oziroma ki se ni odvijal v preteklem mandatu oziroma se je korupcija še poglobila. Še eno temo počakajte, bi rada, da končamo še eno temo, ker se mi zdi zelo pomembna, pa res
čakamo, kaj boste prinesli z zakonom o skoku, ker že nekaj časa se napoveduje, samo da ni, pa ga še ni. Ena zadeva je še pomembna, ker se govori o vojnah, ki se jih gre predsednik vaše stranke in aktualni predsednik vlade, nevladniki. Obračunavali boste, kot jaz razumem zdaj, z nepravimi nevladniki. Pa, gospod Žakelj, bom dala najprej vam besedo. Videla sem en video, ki ga je posnela vaša poslanka, o tem, da se bo zagotovilo samo financiranje pravim nevladnikom, da boste storili vse, da se bo financiralo samo prave nevladnike. Prebrala vam bom in bi prosila vse za komentar. Gospod Goran Forbici, direktor centra oziroma krovne mreže slovenskih nevladnih organizacij, programski direktor RTV, tudi, trdi, da hočete priti do tega, do seznama donatorjev, financerjev, tistih posameznikov in podjetij, ki pomagajo nevladnikom pri boju proti nedemokratičnim potezam Janeza Janše. Pa mi komentirate najprej vi. Lahko zdaj, ker No, se ali pa mene... gospod Žakelj. Ja, zdaj treba je opredeliti najprej, kdo sploh nevladniki, a ne. Nevladniki so gasilci, Karitas, Rdeči križ. To za vašo stranko, za druge stranke so Ne, pa za druge tudi stranke. drugi. Ne? Nevladniki so tisti, ki delujejo v javno dobro in se ne opredelijo jasno politično, ampak delujejo za vse. Zdaj, recimo, če imamo kolesarje, ki so financirani iz tujine, recimo Sorošev sklad, recimo neke zadeve, glejte, jaz mislim, da politično je zelo pomembno, da vemo, kakšni so vplivi, ker zdaj ta nevladna organizacija, ki je financirana strani vlade, bo delovala proti vladi. Glejte, to ni več nevladnik. Če ima recimo tako financiranje, mi moramo ločiti ljudi, ki delajo za javno dobro, delajo za vse, če pa deluje politično, mi nimamo nobenega problema, lahko se ustanovi, ne pa ga financira tisti, ki to podpira, ampak ne z mojega denarja. Jaz Gospod mislim, Poglajen, to bom še prebrala. Vi bi radi mapirali celotno sliko kritične civilne družbe v Sloveniji, zato da boste lahko izvajali pritisk gospa na Kos, njo. mislim, da ste tudi vi prepoznala kar velik del ironije v tem, kar ste sedaj prebrali. Se pravi, nevladniki istočasno strani prejšnje vlade nastavljen za programskega direktorja RTV-ja, govori o tem, da je njegova nevladna organizacija neodvisna in da nova vlada želi videti, kako pridobivajo sredstva za njihovo politično delovanje. Veste, tukaj sedimo predstavniki 3 političnih strank. Vsi smo politično aktivni. Naše stranke morajo na koncu vsakega leta prikazati od kje jim finance. Če ni, bom rekel, nepravilnosti pri financiranju, potem se mi ne zdi sporno, da nekdo na koncu leta priloži finančno poročilo. Zdaj se pa poraja drugo vprašanje, ne to, da so bila omenjena podjetja, ki naj bi financirala te nevladne. Recimo, da je med njimi lahko kakšno državno podjetje, ali mi lahko katerikoli predstavnik državnega podjetja ali pa nevladne organizacije pove, po kakšnem ključu je ravno ta dotična nevladna organizacija dobila sredstva od državnih podjetij. Veste, tudi sam sem aktiven kar v nekaj društvih, športnih in vse ostalo. Še noben z državnega podjetja ni pristopil do nas pa rekel, bi vam nekaj sofinancirali, pa imamo dosti več članov, kot recimo CNOVS oziroma organizacija gospoda Forbicija. Gre za to, spoštovana gospa Kos, da na tem področju je treba narediti red po zgledu Švice, po zgledu ostalih evropskih držav. Kajti povete, nezaslišano je, da trenutno, po trenutni zakonodaji, lahko v Sloveniji referendumsko kampanjo vodi nevladna organizacija, ki ni potrebno prikazati, od kje se financira, ki svoj denar lahko prejema s tujine, kar je vse za politične stranke prepovedano. In to je dokazano bilo. Primer Nike Kovač, ščuto 8. marec, je Guerrilla Foundation, se pravi skrajno leva organizacija v Nemčiji, jasno povedala, da so jim donirali več 10.000 evrov za referendum o takrat o vodah. Lejte, se pravi, gre za obvodno financiranje. Kako bomo to uredili? Samo en način je. Tiste, ki delujejo v javnem interesu, tiste, ki delujejo v humanitarni smeri, predvsem seveda tukaj izpostavljamo gasilce, Rdeč križ, Karitas, jamarje in vsa taka društva,
potem je potrebno nameniti sistemski vir financiranja znotraj proračuna. Za vse ostale nevladne organizacije, ki so bolj kot delovanje v korist ljudi, namenjene temu, da pač imajo nekateri zagotovljeno, bom rekel, polhno malho, ne, in ki ne predstavljajo glasa ljudstva, ampak predstavljajo bolj glas elite znotraj ljubljanske obvoznice, pa je potrebno sistem financiranja urediti tako, da naj jim državljani iz svojega dela dohodnine namenijo sredstva. Potem bomo pa dejansko videli, kdo ima tako podporo med ljudmi, kot govori, da jo ima, in kdo je nima. Kajti, glejte, nezaslišano je, da recimo moj davkoplačevalski denar ali pa od kogarkoli drugega gre iz proračuna potem na račun recimo Glasa ljudstva oziroma organizacij, ki so tam zbrane, koliko 40 milijonov ste mi v prejšnjem mandatu podelili. Medtem ko po podeželju prosimo za nove ceste, nova nogometna igrišča in vse ostalo. Glejte, kar se je dogajalo v prejšnjem mandatu, je bilo vnaprej zalaganje tistih točnih političnih aktivistov, ki se sedaj oglašajo in se bodo naslednja 4 leta oglašali, ko bo prišlo do kakršnega koli poskusa spremembe, bom rekel, tega, kar se je v preteklem mandatu delalo narobe. Gospod Zrim, verjetno ne moremo pač prepovedati, da so ljudje politično opredeljeni. Seveda, ampak ne na stroške davkoplačevalcev. Ja, na začetku ste lepo ugotovili, da za nekogar so ene nevladne organizacije, za ene so pa druge, no, oziroma več. Pač zame so vse tiste, ki imajo status nevladne organizacije in vsi vemo, da se pač javno transparentno morajo financirati. In zdaj očitno res tu strani nevladnih organizacij prihaja do bojazni, da ker so bile kritične do obstoječe oblasti, bodo zaradi tega kaznovane in bodo njim uteljena finančna sredstva. To pomeni, da bodo poskušali utišati vse tiste, ki se ne strinjajo z trenutno oblastjo. Mi to vemo, tudi v prejšnjem mandatu smo bili v koaliciji in marsikdaj smo slišali tudi, da smo socialni demokrati za kaj krivi. Pač to je legitimno, da nevladne organizacije povejo svoje mnenje. In s tem moramo živeti, to je demokracija in čar naše družbe. Ampak zato ne potrebuje davkoplačevalskega denarja. Vsak lahko pove svoje mnenje v tej državi, kadar si zaželi, gospod Zrim. Bomo videli ob koncu vašega mandata, kom pa boste vi vsem namenili in katerim organizacijam. Sem prej naštel. Za konec dan še besedo stroki. Ja, kaj naj rečem? Gospod Žakelj je dobro besedo uporabil. Transparenten, ne? Stvari naj se vodijo transparentno. Verjamem, da vedno ena stran s kakšno organizacijo seveda ne bo zadovoljna, kar ni problem. In to je pravilno, če hočemo ohraniti pluralno družbo in različne poglede na svet, ali kakorkoli želite temu reči, ne. Se strinjam, da moramo preprečevati to, da bi se preko nevladnih organizacij kakršnekoli osebne ali ne vem kakšne druge, bom rekel, interese pretirano torej varovalo ali zlorabljalo nevladne organizacije za, bom rekel, osebne interese in osebne, bog nadej, še premoženjske stvari, ne. Ampak je pa potem, se pravim, lahko nevarno tudi to, na kakšen način to početi. In kako to urediti, da ne bi prišlo pa do utišanja ljudi, ne? Torej, da ne pride do tega, da nevladne organizacije bi bile žrtve ene ali druge opcije, ne? V enem mandatu ene, v drugem druge opcije, in bi na ta način torej popolnoma razpadla neka civilna družba oziroma neke nevladne organizacije, ki se zavzemajo za kakršnakoli vprašanja oziroma sporne teme, ne. Tako da, verjetno je tukaj vedno tanka meja. Bi stroke rekel, da je lahko vedno tanka meja, kako to urediti na ustrezen način, da bomo transparentni in da se ohrani ta transparentnost in se ne dovoli neke nevarne posege, ki bi lahko pa to še slabše, bom rekel, uredili na koncu oziroma utišalo kogarkoli. No, bom na tem mestu končala, bomo še tudi na to temo, očitno bo potrebna posebna oddaja tudi za to zadevo. Se vam zahvaljujem vsem za to, da ste se odzvali našemu vabilu in oddajo končujem z željo po čim večji transparentnosti na levi in desni. Hvala za pozornost, če ste bili z nami.